Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Pričenjam z 10. pripovedjo za serijo Nevidnost hendikepa. Tokrat skušam odgovoriti na vprašanje, kaj je hendikep. Otrok me sprašuje, zakaj ga imenujejo otrok s posebnimi potrebami. Zakaj ima posebne potrebe, kaj naj bi to pomenilo? Poskušam odgovarjati. Ni bilo vselej tako, ljudje niso v vseh časih in v vseh kulturah uporabljali izraza otroci s posebnimi potrebami. Uporabljali so številne druge izraze in še danes jih. Včasih govorijo o invalidih, govorijo o oviranih otrocih, govorijo o ranljivih otrocih, govorijo o mladih ljudeh z oviranostmi in podobno. V nedavni preteklosti so govorili tudi o defektnih otrocih, pa o motenih otrocih, o zanemarjenih otrocih in tako naprej. Izraz hendikep, to naj poudarim že kar na začetku, ni drugi izraz za invalidnost, posebne potrebe, defekte, motnje, okvare, poškodbe, bolezni in vse drugo. Hendikep ni sinonim, ni nadomestek, je nekaj čisto drugega. Včasih, približno 100 let in še nekaj malega nazaj, je bilo za ljudi zelo pomembno, kakšen značaj ima kdo, kako trden je značaj. Pomembno je bilo, kako moralen je človek. Seveda je bilo pomembno tudi, kakšen je človek na videz, kakšen videz kaže drugim ljudem, kakšno je njegovo ali njeno telo. Vse to je bilo pomembno. Potem se je zgodil premik, rojeva se psihologija osebnosti, začenja se 20. stoletje in počasi prihaja v zavest ljudi, da je pomembno, kakšna osebnost je človek. In vnovič se je izkazalo, da ljudi zelo zanima, kakšen je človek navzven, kako je videti, kakšen je njegov videz. Zopet velja poudariti, hendikep ni izraz za to ali ono identiteto posameznika. Hendikep ne označuje, še manj stigmatizira, ne določa. Hendikep je, kot rečeno, čisto nekaj drugega. Je izhodišče za človekovo pravico do univerzalnosti. Pravica do univerzalnosti ni pravica do lastne, partikularne, posebne identitete. Res je, da ima vsak človek posebno, unikatno, enkratno, neponovljivo identiteto, toda prav tako je res, da človek lahko kot umno bitje sega onkraj te partikularne identitete. Pravimo, da ima pravico do univerzalnosti. Na koncu te pripovedi
je zato odgovor na vprašanje, kaj je univerzalnost. S tem pridemo do prvega dobrega koncepta, s katerim skušamo utemeljevati novost, celo radikalnost, korenitost novega sodobnega koncepta hendikepa. Še pred tem pa izkušnja iz vsakdanjega življenja, ki jo ima čisto vsak človek. Vsakdo se namreč zaveda, v takih časih živimo, da je zelo pomembno, kaj si drugi ljudje mislijo o nas. Kar pomeni, da je zelo pomembno, kaj si mislijo o tem, o čemer si sploh lahko kaj mislijo. In to je, kakšni smo navzven, kakšen vtis naredimo na druge ljudi. V sodobnem svetu je pomembno prodati samega sebe, če lahko uporabim ta izraz. Živimo namreč v kapitalizmu. Pomembno je, na kakšen način nastopamo v javnosti, kakšen vtis torej bomo naredili na druge ljudi, ker nas v temelju zanima, kaj si mislijo o nas. Ni naključje, da so med najbolj prodajanimi knjigami priročniki za samopomoč, za to, kako razvijati samozavest, nastopanje, kako biti motiviran, kako spoštovati samega sebe, kako izbrusiti svoje javno nastopanje, svoje vedenje in tako naprej. Hendikep, še v tretje, je čisto nekaj drugega. Je torej izhodišče za pravico do univerzalnosti. Obstaja dolga tradicija filozofske misli, ki nam pomaga razumeti, kaj to pomeni. Kot rečeno, vsak človek ima pravico do svoje partikularne, posebne, enkratne identitete. Obstajajo tudi skupine ljudi, na primer ranljive družbene skupine, ki si prizadevajo, da bi svoje partikularne identitete uveljavile v javnosti, da bi njihov položaj postal boljši, da bi imele enake možnosti in podobno. Toda zgodovina filozofske misli nam pove, da ljudje nimamo zgolj partikularne identitete, da smo torej zmožni za njeno preseganje. Hendikep zato zastopa način, kako lahko posamezniki, vsak posameznik, ranljive družbene skupine in drugi ljudje predlagajo drug drugemu ne videz, ne zunanji nastop, na podlagi katerega ocenjujejo identitete, temveč univerzalnost. Če so nekateri ljudje potisnjeni na rob družbenega življenja, kot se reče, če so marginalizirani, če niso tako zelo v ospredju v družbi, kot so na primer elite, potem lahko sklenemo. Pravi boj, kot nam pomaga artikulirati koncept hendikepa, naša prizadevanja za univerzalnost, ni boj za uveljavljanje partikularne identitete, temveč je boj za univerzalnost. In kaj je univerzalnost? Univerzalnost je način, kako je oblikovan, na primer, družbeni prostor
znotraj katerega obstajajo in živijo partikularne identitete. Univerzalnost nam šele pove, ali so vse partikularne identitete tudi upoštevane, spoštovane, ali imajo možnost, imajo dostop do kapitala, do takih načinov življenja, ki povečujejo blagostanje ne samo določene partikularne identitete, temveč vseh ljudi. Na kratko torej, hendikep izhaja iz pravice do univerzalnosti, pomeni boj za univerzalnost, pomeni boj za oblikovanje takega sveta, znotraj katerega lahko vsaka partikularna identiteta uživa večjo stopnjo blagostanja, kot pa jo v določenem trenutku zares uživa. Nadaljevanje prihodnjič.